Spoštovane in spoštovani, lepo dobrodošli v današnjem spletnem pogovoru, ki ga STA Klub Slovenske tiskovne agencije pripravlja skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Danes bomo spregovorili o prvi nacionalni kampanji proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji Nisi ok, povej naprej, ki poteka v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. V času pandemije COVID-19 je prišlo do porasta duševnih stisk in motenj, še posebej med mladimi. Navkljub temu večji delež ljudi ne poišče strokovne pomoči za svoje stiske. Glavni cilj kampanje je zato zmanjšati stopnjo stigme duševnega zdravja, spodbuditi ljudi k iskanju pomoči ter izboljšanju poznavanja in razumevanja težav v duševnem zdravju. Osrednjo vlogo v kampanji imajo ambasadorji, osebe z lastno izkušnjo oziroma so svojci osebe z izkušnjo težav v duševnem zdravju. O svojih izkušnjah, iskanju pomoči, o virih pomoči in človekovih pravicah, o poti okrevanja, pomenu podpore bližnjih, bodo v pogovoru danes spregovorili in lepo jih že pozdravljam z nami. Nuša Crnkovič, vodja kampanje Nisi ok, povej naprej. Profesor dr. Vesna Švab, strokovna sodelavka kampanje, Brigita Langerholz-Žagar, ambasadorka, prav tako Jože Petek, ambasador in pa še ena ambasadorka kampanje Nisi ok, povej naprej, Lara Florjančič. Lepo pozdravljeni vsi, dragi gostje. Vsi, ki nas spremljate v živo, pa povabljeni tudi k zastavljanju svojih vprašanj, mogoče meni. Sprejemamo jih tudi med pogovorom na naslovu klubsta@sta.si. Gospa Crnkovič, začenjamo seveda z vodjo kampanje. Kakšen je njen glavni namen, kje so sploh vzroki, da prihaja do takšne kampanje v Sloveniji in kako ste se je lotili? Lepo pozdravljeni. Glavni namen naše kampanje je zmanjšati stigmatizacijo duševnega zdravja in hkrati spodbuditi mlade k iskanju pomoči. Tukaj govorimo tako k iskanju formalne kot neformalne pomoči. Pod neformalno imamo v mislih predvsem, se pravi, bližnje prijatelje, osebe, ki jim zaupamo, torej povej naprej. In pa formalne pa jim mislimo predvsem, se pravi, spletni viri pomoči, telefonski viri pomoči in pa seveda tudi v živo, kot so recimo tudi centri za duševno zdravje. In vse to želimo mladim, predvsem študentom, približati s pomočjo zgodb naših ambasadorjev, ki imajo sami izkušnjo z duševno stisko in pa seveda s to potjo okrevanja. V ta namen smo mi pripravili tudi spletno stran kampanje, ki predstavlja neko sidro, kjer so zbrane vse ključne informacije vezane na duševno zdravje, o duševnem zdravju, kako pomagati sebi drugemu, viri pomoči in pa seveda glavni poudarek na zgodbah naših ambasadorjev. Ker pa smo osredotočeni na mlade, pa seveda ne gre brez družabnih platform, se pravi, tukaj govorimo o uporabi Instagrama. Vzrok, da smo se odločili za oblikovanje te kampanje, je pa v tem, da je v Sloveniji visoka stopnja stigmatizacije, ki sicer se z leti znižuje in s tem želimo tudi dodatno doprinesti z našo kampanjo. Fokus smo pa specifično dali na mlade, odrasle in študente zaradi tega, ker je raziskava, ki smo jo izvedli v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva, so nam rezultati pokazali, da pravzaprav so udeleženci te raziskave poročali visoke stopnje duševnih stisk in to so nekako potem zaznajo tudi druge raziskave izvedene v slovenskem prostoru in so pravzaprav študenti postali neka nova ranljiva skupina in je zato še toliko bolj pomembno, da jih spodbudimo k iskanju pomoči. Rekli ste boj proti stigmatizaciji. Kaj sploh je stigma? Kdaj govorimo o stigmatizaciji, v tem primeru posameznikov z duševnimi motnjami? Stigma je pravzaprav en tak krovni konstrukt, termin, ki ga sestavljajo trije ključni elementi.
Prvi del so stereotipi, to so neka pravzaprav napačna prepričanja, zmotna, ki temeljijo ne na točnih informacijah in jih ljudje sprejmemo kot resnične. Primer stereotipa recimo bi bil depresivna oseba Jelena. In potem, ko mi sprejmemo ta stereotip, pridemo do drugega ključnega elementa stigme, to so predsodki, za katere je pa značilno, da mu dodamo tudi neko čustveno komponento, se pravi, da mi pravzaprav neko negativno notranje občutenje doživimo, ko se soočimo s tem stereotipom. Se pravi, primer bi bil depresivna oseba Jelena in to me iritira. In potem, ko dodamo zraven pa še tretjo komponento, to je pa diskriminacija, ki pa pravzaprav naslavlja ta vedenjski vidik oziroma odziv na stereotipe in predsodke. Torej, konkreten primer bi bil depresivna oseba Jelena, to me iritira, zaradi tega ne bom šel z njo na kavo, recimo. In kadarkoli se pojavi kjerikoli izmed teh ključnih treh elementov stigma, se pravi, ali stereotip, ali predsodek, ali diskriminacija, govorimo o stigmatizaciji duševnega zdravja. Boj bo zagotovo velik izziv. Profesor dr. Vesna Švab, psihiatrinja, univerzitetna profesorica, tudi soustanoviteljica društva Šent. Med drugim ste v enem izmed pogovorov poudarili, da v času COVID krize potrebujemo več prijaznosti in več nežnosti drug do drugega. Temu verjetno lahko hitro dodava tudi več razumevanja, sploh ob dejstvu, da je stigmatizacija duševnega zdravja v Sloveniji še vedno zelo močna. Kako se sami v praksi srečujete s stigmo in kako ta stigma tudi vpliva na iskanje pomoči in na vsezadnje na samo okrevanje? Profesorica, še za mikrofon bom prosila. Torej, najlepša hvala za to zanimivo vprašanje. Res, stigma se vedno poveča v času krize, ne? To nekako, kadarkoli pač pride do nekih ekonomskih prikrajšanj ali pa tudi do velikih zdravstvenih kriz, kot je bila covidna kriza, pride do tega, da se začne iskati zdaj po eni strani krivce, ne, zato ker nam je slabše, ker se slabše počutimo, po drugi strani pa prav gotovo tudi to, da poskušamo preživeti tudi na ta način, da se bolj zapremo v svoje podskupine, v svoje subkulture, ki izločajo druge. Torej, vsaka kriza je nevarnost za večjo stigmatizacijo in predvsem za diskriminatorno vedenje. Tisto, kar jaz lahko rečem iz svoje prakse, je to, da se mi zdi, da je ta kriza, ta COVID kriza posebej močno, kar se diskriminacije tiče vedenja, o katerem je govorila Nuša, udarila po starejših ljudeh, ki so bili v tem času res zaprti, izločeni iz družbe na najbolj, kaj rečem, surove načine. Čeprav nikakor ne rečem, da to ni bilo zdaj mogoče prav upravičeno v tistem obdobju, ko se jih je na ta način tudi varovalo, vendar pa se je zgodilo, ne, v času COVID, da smo doživeli, da smo cele skupine ljudi dejansko, zdaj rečemo, morali, ne, zaradi epidemioloških razmer osamiti in zdaj posledice tega, kaj se je s tem tudi zato zgodilo, še niso povsem jasne. Kaže takole nekako, no, da je seveda vsaj pri starejših ljudeh prišlo do nekega porasta v kognitivnih težavah, torej v tistih znakih, ki so povezani recimo z demenco, da so se še bolj umaknili, da so spominske funkcije še bolj opešale, da so postali še bolj disfunkcionalni, pa tudi depresivni. Zdaj pri otrocih in mladostnikih vemo, da so se da so se izrazile pogosteje kot prej neke anksiozne, tesnobnostne motnje, pa tudi neke depresivna stanja, ki pa so, opozarjam, no, da ne bi katastrofičnih prepričanj imeli, da je seveda zgleda, da so relativno prehodna, ne, da se je ta val visoke tesnobnosti pri mladih vendarle nekoliko že umirja.
In pa seveda pri odraslih se pa mogoče prav v zadnjem času povečuje ena taka zaskrbljenost nad tem, kako bomo živeli naprej, kaj bo zdaj ta kriza, ki grozi, da zdaj ne gre samo za COVID, gre tudi seveda za vojno, za vse mogoče, kar se dogaja hudega v svetu, kako bo vplivala na naše življenje, kako bomo dobili službo ali jo obdržali. Skratka, enih strahov je veliko in čim več informacij, seveda toliko bolj več je lahko tudi teh strahov, tako da toliko za začetek, mogoče. Mogoče vseeno še pod vprašanje okrevanje in stigmatizacija. Imate občutek, da je počasnejše, da zelo vpliva, v kolikšni meri lahko vpliva v bistvu? Mi smo v zadnji sklopi raziskav, ki so na tem področju, kažejo na to, kako ne rečem, res tesno in pa zaskrbljujočo povezanost med diskriminatornimi vedenji, med tem, da se izogibamo ljudem z duševnimi težavami in jemljemo priložnosti in tem, da, kako ste že vprašali, da je in s tem, kako je za procesom okrevanja. Torej, okrevanje je vračanje v vsakdanje življenje na zelo različne načine. Torej, okrevanje je po definiciji subjektiven proces, na katerega seveda vplivajo številni dejavniki in je pri vsakem nekoliko drugačen. Zdaj to upoštevanje tega, da se vsak od nas vrača po različnih krizah v življenju, v svoje življenje na različen način, z različnimi prilagoditvami, omejitvami, ki jih mora sprejeti in pa da se znajde v različnih socialnih mrežah, torej ta skrajna individualnost vračanja v vsakdanje življenje zahteva kakovosten, strokoven, vsestranski pristop do posameznika v procesu, ko se življenje vrača. In zato morajo biti tukaj službe, ki odgovarjajo na potrebe, ki jih ima. Če imate visoko stopnjo diskriminacije, pa je teh služb malo, se vedno znova omejuje dostop do njih in podobno. Okrevanje se podaljša oziroma se stiska vrne. Zdaj pa se posvečamo ambasadorjem kampanje, začenjamo s profesionalno atletinjo z izjemno športno kariero, ki pa je po rojstvu druge hčerkice v stiski tudi sama iskala strokovno pomoč, Brigitta Langerholz-Žagar. Pogosto slišimo, da šport in redna telesna aktivnost pomagata pri ohranjanju duševnega zdravja. Vi pa v svoji zgodbi pravite, da ste v času svoje športne kariere potlačili ogromno čustev, kar je tudi pripomoglo potem k kasnejšemu nastopu globoke poporodne depresije. Kaj menite, da je bilo tisto, kar je v vaši profesionalni športni karieri vodilo k tej potlačitvi lastnih čustev, lastnih občutkov? Ja, lep pozdrav vsem. Pri meni lahko rečem, da je bilo največ vzrokov iz tega, več jih je bilo, konstantna navodila trenerjev. Jaz sem recimo imela v vrhunskem športu, ko sem enkrat zaštevala 7-8 trenerjev po celem svetu, ne samo v Sloveniji. Ampak grem globje, se pravi neka navodila, to pomeni, ti si približno v neki vojski sprejmaš in vsakič ti ni všeč, kar sprejmeš, tvoje telo odreagira in trener to ne razume in potem potlačeš to čustvovanje, v bistvu se streniraš, da si kot robot. Takrat nisem vedela, da se ti to nalaga, sploh potem ti izbruhne takrat, ko si najbolj hormonsko, vsaj pri meni, ranljiv in to je po porodu, se reče, da marsikaj spremeniš v času porodniške in potem v tistem letu, ko si v času nosečnosti in porodniške, Pri meni je bil še en razlog dodaten, kar takrat nisem imela pojma, da je to globok razlog. Kot otrok sem dosti preživela v bolnišnicah zaradi neke okužbe in tukaj je bilo ogromno nekih, kako bi rekla, telesnih občutkov mojih, potlačenih, čustvovanje dojenčkov vemo, da obstaja, nekaj let sploh o tem se ni govoril in se mi zdi, da je kar veliko, jaz temu rečem, predalčkov mi ven vrgel v samem porodniškem obdobju, tako da sem mogla to pogledati, da sem se lahko premaknila naprej. Potem tretji vidik, kar ga tudi vrhunski šport prinese in kar dostikrat opažam,
da so ne samo ženske, ampak tudi moški kar dost, ampak o tem se ne govori v nekem depresivnem stanju, vsaj neko obdobje po končani vrhunski karieri, je pa to, da v bistvu preprosto so tako močni impulzi, ko ti dosegaš največje rezultate, da težko najdeš takoj nek nadomestek tega. Tvoje telo je pa polno adrenalina še približno 3 leta potem. Tudi to sem izvedela kasneje, ne. In rabiš počasi izstopati, ne, iz tega tekmovalnega ciklusa in se lepo navaditi na običajnega človeka, jaz rečem notranje biokemično okolje, ne. Tako da to je proces. Zdaj ni razlog, da vsak mora iti čez depresijo. V mojem primeru je bilo to edina rešitev, da sem se postavila na noge, no, ker je bilo več stvari, ampak v večini drugih primerov pa jaz mislim, če imaš res konstantno neko pomoč nekoga ob sebi, da ti to lažje potem prebrodati, no. Lara in Jože sta tudi ambasadorja. Če začneva Jože z vami. Vi pravite, stroga konzervativna družina in uporniška duša ne sodita skupaj. V življenju ste se srečali tako z depresijo, z anoreksijo, s poskusom samomora in v svoji zgodbi opisujete težave z duševnim zdravjem, ki so se začele, ko ste zapadli v slabo družbo in ki so se potem kasneje v srednji šoli samo še poglobile. Zakaj menite, da ste mogoče zelo veliko časa odlašali z iskanjem pomoči, kljub temu, da vas je recimo vaše dekle prosilo, da to storite, da poiščete pomoč? Najlepša hvala za vprašanje. V bistvu, če začnemo res na začetku. Vse skupaj se je začelo v osnovni šoli, težave doma, eksperimentiranje z drogami in nekako sem upal, da bo v srednji šoli malo boljš, gimnazija, drugo okolje, se zamenjajo ljudi. Sem upal, da bodo podobno misleči, ampak sem bil precej razočaran. Ker sem mislil, da je depresija pač del odraščanja, sem se nekako s tem sprijaznil, sem mislil, ok, to je normalno. In se je to samo še stopnjevalo, je bilo iz leta v leto slabše. Ker je naša družina zelo, zelo konzervativna in je duševno zdravje zelo tabu tema, se doma o tem nismo zgovarjali. Nekako je veljalo, da če imaš duševne motnje, si za psihiatrično bolnišnico, nažalost. Z mojo partnerko sva se spoznala pozno v srednji šoli, se pravi zadnji letnik. Pri njej doma je bilo malo drugače, eden od staršev je psiholog, tako da ona je bila malo bolj seznanjena z duševnim zdravjem in z motnjami. Jaz sem svoje težave zanikal zelo, zelo dolg časa, dokler ni bilo že prepozno, je nastopila otopelost in kasneje tudi poskus samomora. Takrat sem v bistvu šele opazil, da je nekaj treba narediti glede tega in potem se je v bistvu počasi začel proces okrevanja. Poglejmo še Klari. Lara, mnogi ljudje od sebe zahtevajo zelo veliko, včasih celo nedosegljivo in menijo, da če ne bodo dosegli svojih ciljev, da so potem neuspešni. In tudi vi v svoji zgodbi zelo izpostavljate, kako so vaša lastna visoka pričakovanja negativno vplivala tako na vaše duševno kot telesno zdravje. Uspešna športnica, prav tako po poškodbi, ki se nikakor ni hotela pozdraviti, pa stiska. Kaj ste se vi naučili iz svoje zgodbe, iz svojih pričakovanj? Živjo, ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kot majhna punčka sem bila vesela nad vsakim področjem, ki sem se ga lotila in vse sem upravljala z veseljem in vse je teklo, kakor je moglo. V bistvu navadila sem se reda in discipline, ne. In ko sem jaz enkrat začela pa atletiko trenirati, profesionalno se posvetiti, sem pa začela pretiravati. Torej, mi je bilo naravno, da več, ko bom trenirala, boljše bom, ne? In vse ostale dejavnike, ki vplivajo tudi na rezultate, sem pa jaz dala na stran. Tudi nisem mnenja upoštevala ne nič, vse sem hotela sama narediti. In ja, na koži se je poznalo, na mišicah se je poznalo, v glavnem nisem se dobro počutila, ampak mi ni bilo važno. Potem sem se pa poškodovala in sem se mogla ustaviti in ja, takrat pa malo spoznaš stvari, ne, in sem se v bistvu naučila, da
ne smeš prehitevati dogodkov, definitivno ne, in zaupati procesu. Torej, kot sem rekla, pri atletiki sem jaz hodila takoj rezultat, več bom trenirala, prej bo rezultat, ampak ni res, ne. Tudi recimo pri kolenu sem to spoznala, ker jaz sem delala za koleno vsak dan, hodila sem prehiteti svoje telo, hodila sem iti takoj nazaj v športno kariero, ampak ne gre. Ti se moraš ustaviti, zaupati procesu in dati čas svojemu telesu, da gre čez tisto, kar mora iti. To je ena zadeva. Potem sem se naučila še, da moraš delati z veseljem. Ne? Jaz sem se vsega lotila z veseljem, tudi atletike, ne, je bila moja ljubezen, pa se je pa to spremenilo, ampak nisem dala glih veliko pozornosti na to in ja, se je sesulo in isto bilo pri kolenu. Jaz sem delala vsak dan, sem mislila, jaz pozitivo, bom prišla čez to, ampak sem imela tak odpor do tega, do poškodbe, do vsega, zelo sem bila jezna na to, da se je to meni naredilo, ker sem vse delala za koleno, ampak se ni izboljšalo. In v bistvu šele nekako, ker sem s celim procesom prišla do tega, da pač, kakor je, imam poškodbo in pač moram biti vesela, zdaj bom pač malo se ustavila, pol bo šlo pa naprej. In sem mogla čisto drugače pogledati na stvar, z neko pozitivo. In v bistvu je šlo res takrat tudi neizmerno boljš s kolenom. Potem sem se še naučila, da moraš sam sebe poslušati. Ne? Jaz sem pred poškodbo, meni je bilo vseeno, ali sem bila slabe volje, ali sem imela zategane mišice, čisto vse mi je bilo pri atletiki, oziroma pač jaz sem še bolj pritiskala zaradi tega, ker sem hotela nekaj doseči. In pri kolenu isto, ne. Vedela sem, da nekaj ni v redu s kolenom, ampak sem vsem pritiskala nanj in ga hotela, ne vem, pozdraviti. Ampak ni šlo, ne, zato ker sem imela mrso in nisem imela na to čisto nobenega vpliva. In pač to je res, moraš sam sebe poslušati, ker ponavadi ti tvoj telo in cela okoliščina ti v bistvu sporoča, da nekaj ni v redu in da se pač moraš ustaviti. Tako da, ja, no, še zadnja stvar, ki bi jo pa še poudarila, je pa, da moraš govoriti o tem, ne. Jaz tudi pri atletiki nikoli nisem govorila, da mi ne gre, da nimam dobrih rezultatov, čeprav ful dobro treniram, pa sem pridna, pa disciplinirana. Ni mi šlo. In čedalje slabše volje sem bila, ampak o tem nisem govorila. Sem v bistvu potlačila, tako kot je že prej v bistvu Brigita povedala, potlačeš nekako te čustva in več se je tudi kopičilo v meni in s poškodbo sem je šele bila prisiljena govoriti o tem. Mogla sem nekomu povedati, da ne morem več, da koleno ne gre, vse dan pa ne gre. Ne? In v bistvu, ko sem pa začela sproti to ven dajati, v bistvu, kaj se mi dogaja, je bilo pa vse boljš. Tako da, ja, no, govorite o tem, bodite veseli, mislim, s pozitivo gledajte na stvar in v bistvu bo pa sami sebe poslušate. No? Poslušanje, a ne? Poslušanje sebe, svojega telesa. Brigita, tudi pri vas, kako ste prišli do spoznanja, da je pa vendarle čas, da si prisluhnete in da si poiščete pomoč? Kaj je bil tisti razlog? Kdaj je prišlo do tiste prelomne točke po rojstvu druge hčerke? Po prvi hčerki je šlo, po drugi hčerki pa je prišla tista točka poslušanja same sebe. Ja, res je. V bistvu, kako je zanimiv, ne, športnikov življenje, kot Lara si tudi omenila, pa marsikdo sigurno, ki bo poslušal, ne, pa ki je zdaj v športu, pa ni nujno vrhunski, ne. Res toliko stvari potlačimo, da včasih čakaš do zadnjega, da te življenje res pritisne. Jaz temu rečem, da pride tovornjak in te povozi, to je en indijski pregovor. Najprej pride perje, te opozori, potem opeka, potem pa tovornjak, ne. In jaz sem res čakala do zadnjega, kljub temu, da so bili opozorilni znaki, če rečem, saj že v začetku druge nosečnosti, ne. Prvo leto sem se spočila od vsega tempota, z 12 let v vrhunskem športu, drugo leto me je pa udarilo, ne. To je bilo to, če tako ponazorim. Zelo težko je na začetku, ker tudi meni je bilo zelo, kako da rečem, nisem si priznala, da sem v depresiji, sram me je bilo, ne. Ker
sem bila vedno pozitivna oseba, ampak to je bila res neka krinka maska, ki sem jo nosila, ki sem jo že naredila zaradi neke vrste medijske pojavnosti, ne, ker mi to nikoli ni odgovarjalo, pač to je bil del poklica. In takrat so začele pri meni maske padati. No. Tako da prva stvar je, povedala sem nekomu, pač ta prva oseba mi ni verjela, to je bil mož, šele kasneje razumela me. Ko sem drugi osebi povedala, mi je verjela, to je bila 80-letna teta. Tako da potem je šlo v tej smeri, šla sem k zdravnici, pač nisem se strinjala z antidepresivi na začetku, sem rekla, to je še vedno lahko zadnja možnost, za katero se bom odločila. Sem pa toliko poznala svoje telo, ker sem že šla čez neke oblike zdravljenja moje astme, alergij, srčnih aritmij, da sem vedela, da če imam nekoga ob strani, da mu lahko govorim, kadar mi je najtežje, da tiste 3 tedne bom probala ali pa par mesecev sebe v red spraviti, kakor lahko. Če ne, pa vedno me je še čakala, jaz rečem, napotnica za psihiatrično bolnišnico Begunje, ne, pač to je bilo v teh časih, so mi tako napisali. In prvo sem si želela pomagati sama, no, ker sem vedela, da imam te izkušnje. Sicer nikomu to ne svetujem, če ni imel že predhodno izkušnjo, ker potem veš, sebe poznaš, kje so tvoje meje. Je pa res bilo izredno težko obdobje, jaz temu rečem obdobje teme, ko sem imela mogoče 2-3 minute na dan, da sem pozitivno samo razmišljala in takrat sem planirala. Ne. In to so bili majhni koraki, otroški koraki, jaz temu rečem, centimeter za centimeter se pomikaš naprej, boljšemu tvoji nastavitvi življenju. Ne. Pravite, da je bila ta pot okrevanja vse prej kot preprosta, ne? Otroški koraki. Kaj pa je bilo tisto ključno, kar vam je najbolj pomagalo? To, da poznate sebe in to, da imate nekoga vedno ob sebi. Je to bilo tisto ključno? Ja, sigurno, ja. Zelo pomaga, da imaš nekoga, da je 24 ur pripravljen, da te posluša, kadarkoli da ga pokličeš, ker res včasih starši niso na voljo, včasih partnerji, partnerice niso na voljo in tukaj je prijateljica, prijatelj, ki ve, da ti bo stal ob strani. Ne. To je prva stvar. Ne. Potem pa res, da si zastaviš nek plan, tako kot smo bili navajeni, tisti, ki smo bili v športu, se pravi nek akcijski plan, kako boš prišel iz depresije. Jaz rečem, najtežje, če ostaneš leto, 2 v občutkih, da se smilaš sam sebi, žrtve, kar sem jaz bila skozi, ker potem to podaljšuješ, to agonijo, ne. Še težje ven prideti, no, tak občutek sem imela. Ampak to je res tvoj karakter za nekaj časa, ne? In težko vidiš svetlobo, kako boš prišel ven. Tako da ja, pomagati si s človekom ob strani, potem kasneje sem tudi ogromno delala tudi na hipnozi, čiščenje mojih podzavestnih vzorcev, dihalne tehnike so mi pomagale, stik z naravo še najbolj, poleg ključne osebe, ne? Tako da taki koraki zelo preskušeni, no, delujejo. Je pa zagotovo to preizkušnja, verjetno se bomo vsi strinjali, poslušanja samega sebe. Nekateri se nikoli ne slišimo lahko v življenju, to pa je, ne, stiska, ki te prisili, da se ustaviš in da se poslušaš. Jože, tudi vaša stiska je bila na neki točki tako zelo huda, da ste želeli narediti samomor. Na srečo je ravno takrat prišla vaša mama, vam nemudoma pomagala priti do strokovne pomoči. Kako bi pa vi opisali svoj proces okrevanja? Brigita je omenila eno tako dolgo noč. Kako je šlo pri vas? So misli hitro izginile, te samomorilne misli? V bistvu se je zadeva kar vlekla, bili so spolni padci normalno, samomorilne misli so ostale še nekaj časa, še zmeraj kdaj nastopi tista otopelost, ampak niti približno ni v bistvu toliko, kot je bilo. Se pa tudi pozna v bistvu ta razlika v odnosu, oziroma ta sprememba, ki sta jo tudi moja starša mogla narediti in jo sprejeti, da smo se lahko skupaj soočili s tem. Vam je vzela tudi pot okrevanja zelo, zelo veliko energije, verjetno zato potem ta proces traja. Omenili ste starše. Vsak starš si seveda v svoji dobri veri želi svojemu otroku samo najboljše, ampak v tej želji, da bi mu omogočili najboljše, naredijo lahko ravno obratno. Kaj bi recimo iz vašega primera lahko svetovali tistim, ki smo že starši? Kako pomagati otroku, da pride
do najboljšega, brez da se izvaja nek pritisk, nenamerno, nevede, ki lahko potem negativno vpliva na duševno zdravje otroka? Obvezno je treba res prisluhniti svojim otrokom, ampak res prisluhniti, biti odprt, ne zatirati. Res, kot je bilo že omenjeno, depresija ni enako lenobi, pač ni volje do stvari. Res reden, odprt pogovor pa podpora je res pomembna, no? Ker otroke je vsem strah, da jih bojo starši obsojali zaradi njihovih misli, dejanj, česarkoli. V vašem primeru, ko govorimo o stigmi, o stigmatizaciji, o tem, kako je težko se v bistvu soočiti s tem pri svojem otroku strani starša v tem odnosu, kje ste vi potem starši našli to rast? Verjetno ste morali narediti na novo neke odnose. V bistvu tista instantna sprememba se je zgodila, ko je v bistvu mami prišla v sobo, no, in je ugotovila, da še ni prepozno. Povasala me je v avto, direkt do psihiatrinje, kjer smo v bistvu vsi imeli skupaj odprt pogovor o tem, kako pa kaj, kako se soočati s stvarjo, kaj narediti v tistem trenutku, kaj narediti za naprej. Sestavili smo nek plan, ki smo se ga držali toliko, smo se ga lahko. Mogoče še eno podvprašanje. Kako pa občutite stigmatizacijo v okolju, med prijatelji, med vrstniki? Se lahko o tem več pogovarjate kot na začetku te vaše poti? Absolutno, sem pa tudi zamenjal družbo, so bolj odrasli ljudje, so bolj odprti za te pogovore. Sem pa tudi pri sebi ugotovil, da mi je precej lažje govoriti, če mislim na to, da lahko s tem nekomu pomagam, da se lahko do z mano poistoveti, da se odloči poiskati pomoč, no, na podlagi tega, kar sem jaz povedal, oziroma z mojo pomočjo. In doživel. Lara, vaša izkušnja je bila drugačna kot Jožetova, medtem ko je on občutil pomanjkanje neke podpore staršev, ste vi vedno imeli podporo staršev, vendar kljub temu zelo dolgo niste v svoji stiski mogli spregovoriti na glas. Zakaj? Prav zaradi stigme, zaradi nekih občutkov? V bistvu jaz bi rekla zato, ker pri ostalih ni bilo videti, da je kaj narobe z njimi, ne? Jaz sem odraščala, tako kot ste rekli, podpora staršev, brata, sestre, prijateljev. V glavnem, vse je bilo v redu. Jaz pri nobenemu nisem nikoli videla, da bi bilo s komerkoli kaj narobe. Predvsem sem videla samo, da jim teče, ne? Da vse gre gladko. In to sem jaz pričakovala od sebe, ne? In sem imela previsoko pričakovanje. In v bistvu takrat, ko se je zalomilo, sem pa rekla, okej, ne, če gre vsem dobro, se pa tudi moja zadeva ni tako slaba, da bi mogla jaz pa zdaj, ne vem, biti slabe volje zaradi tega ali pa imeti kakšne stiske, ne. In zaradi tega nisem jaz o tem govorila, sem rekla, bom že šla čez to, ne. Pa greš še naparkat, pa še malo čez to, pa še malo čez to. V bistvu sestra mi je velikokrat rekla, da grem z glavo čez zid, ampak nisem dala veliko na to, no, tako v bistvu sem šla, ne. Kako pa je ta stiska vplivala na zmožnost opravljanja recimo vaših študijskih obveznosti? Ravno danes smo vas ujeli takoj po kolokviju. Kaj je bilo tisto, kar vam je pomagalo in mogoče kar vam še pomaga danes, ko imate občutek, da ne bi mogoče mogli, da ne bi zmogli? Zdaj v bistvu točno takrat, ko je bila ta poškodba, sem bila še v srednji šoli in sem bila že navajena celega tega procesa učenja, sem se že naučila, sem imela nek sistem, ni bilo problema. Ko pa enkrat na faks prideš, se pa malo spremeni in v bistvu ta izkušnja z poškodbo, s tem, ko sem se naučila, ne vem, se zaupati procesu, poslušati samega sebe, ne vem, imeti nek pozitiven odnos do nečesa, v bistvu to mi je pomagalo pri študijskih obveznostih, ker v bistvu res prvo polletje na faksu,
tudi čist zamenjaš tempo, ne. Tu moraš v nekem kratkem časovnem obdobju se moraš ti naučiti tako veliko količino snovi, da v bistvu gre spet vse prehitro, ne. Spet ne moreš se ustaviti, ne moreš, v glavnem. In takrat sem jaz v bistvu res se spomnila na poškodbo in rekla, se ustavila po prvem semestru, ne, se ustavila, okej, kaj hočem? Hočem narediti letnik, v redu. In se ustavila in začela v bistvu pisati dnevnik hvaležnosti. Takrat spet, po prvem semestru sem jaz imela spet negativen odnos do faksa, ne. In sem spet mogla prestaviti moje mišljenje na pozitivo, ne. Jaz sem zbrala ta faks, noben drug. Torej, bom vsaj z veseljem opravljala in je bilo veliko lažje se učiti tisto veliko količino snovi, kakor drugače, če si negativen, ne. Potem Brigitta že menila narava, sprehodi, da malo odklopiš, ne, da se malo sprostiš, to je bila tudi zelo pomaga. Pole je recimo ta pozitiven odnos, sem zelo dober stavek slišala, da mogoče je res nasnov in moraš imeti disciplino, da se vse naučiš, ampak vsem pa ne smeš imeti resen pristop do sebe. Še zmeraj moraš biti kot nek otrok, ki je pozitiven, ki ga vse zanima, da se boš v bistvu ti naučil neko to resno, suhoparno snov, no. V glavnem, to v bistvu. Dnevnik hvaležnosti, no, to ti da tisti preskok iz negativa v pozitivo, ker pač vidiš nekaj boljšega, no. Poiskati radovednega otroka v sebi potem za študij. Nuša Crnković, zakaj je tako bistvenega pomena, danes smo že šli skozi te odnose različne, skozi okolico, ne, ki nas navsezadnje potem sprejme med to stisko, po tej stiski oziroma pri okrevanju. Zakaj je tako izjemnega pomena pomoč drugih, predvsem nam bližnjih pri okrevanju okolice in zakaj je tako zelo bistveno, da ko jo potrebujemo, poiščemo strokovno pomoč? Hvala. En vidik je zelo tak osnoven, preprost in to je, da smo ljudje v osnovi socialna bitja. Mi potrebujemo bližino drugih, kar se mogoče nekako včasih kar malo pozabimo, pa je zdaj se to tekom epidemije zelo lepo pokazalo, ko je bilo prepoved zbiranja, prepoved prehajanja mej in so se mnogi znašli v stiski zaradi te osamljenosti, pomanjkanja kontakta z drugimi, tako študenti, kot tudi, kar je Vesna izpostavila, recimo starostniki v domih za starejše občane. Tako da to je en ta vidik, ne, kako nam bližnji doprinese, ta čist osnovni kontekst. Potem drug del, ki pa je pa, kar smo lahko razbrali tudi iz zgodb naših ambasadorjev, ki so nam jih danes predstavili, je pa to, da se pravzaprav najpogosteje v prvi vrsti, ko se soočimo s stisko, obrnemo ravno na bližje. Ravno oni so tisti, ki jim zaupamo svojo stisko, še posebej mladi in študenti, ker so tudi različne raziskave pokazale, da so nekako bližnje osebe tisti prvi kontakt iskanja pomoči. Ampak hkrati se pa moramo tukaj zavedati, ne, ko govorimo o tej izjemni pomembnosti podpore bližnjih, ne smemo pozabiti, da pa mi, kot njihovi bližnji, na katere se obrne oseba po pomoč, imamo pa tudi odgovornost. Imamo odgovornost, da je naš odziv konstruktiven. Kaj to pomeni, oziroma kaj imamo v mislih s tem, je predvsem to, da ko nam nekdo zaupa svojo stisko, da ga ne prekinjamo, torej mu ne skačemo v besedo, ne podajamo nekih vrednostnih sodb, ne vem, recimo slišimo, to je kar neki, sam sebi se smilaš, recimo so neki taki primeri nekonstruktivnih oziroma zelo destruktivnih odzivov na duševne stiske drugih. In pa hkrati tudi to, da ne probamo zmanjšati občutkov osebe, ki nam jih zaupa. Se pravi, da ni saj ni tako hudo, kar se tebi zdi, saj ne in toliko ljudi šlo čez. To ni važno, važno je, kako se oseba počuti. Zato je ključno
In tudi odgovornost je naša, da ko nam nekdo zaupa stisko, da poslušamo, izražamo sočutje, empatijo in da ga na koncu tudi vprašamo, kako mu lahko pomagamo, kaj potrebuje od nas, ali je to, da ga samo poslušamo, ali želi slišati našo izkušnjo, ali želi, da mu pomagamo poiskati strokovno pomoč, ker na konec konca včasih so stiske tako močne, da potrebujemo strokovno pomoč. To ne pomeni, da smo mi sami šibki ali pa da je z nami karkoli narobe, ampak enostavno to narekuje naše telo, kot je tudi Lara rekla, ne, treba poslušati sebe, treba je iti po pomoč in tukaj pa imajo ponovno bližnje osebe pomembno vlogo, kot je tudi recimo Brigita izpostavila, ne, imeti to eno osebo v procesu okrevanja, ki ti stoji ob strani, ker so zelo lepo ambasadorji povedali, da to ni linearen proces, ne, greš gor in dol, tudi ne, ko si že v postopku okrevanja, takrat je fajn, da imamo nekoga, ki pa vemo, da je tam za nas. Še vedno ostajamo, hvala lepa, pri okolici, pri bližini. Profesorica Švab, vi izpostavljate, da je zelo pomembno pristopiti k duševnim stiskam hitro, osebi približati pomoč, ne, tudi fizično, da je torej ta pomoč na voljo blizu, v lokalnih okoljih, ne zgolj kot neka oddaljena institucionalna pomoč. Kaj in koliko smo v Sloveniji že postorili v tej smeri, kje so še odprte možnosti, izzivi in katere primere mogoče dobrih praks bi lahko pripeljali iz drugih držav, ki so pri pristopanju k tem stiskam že prehodila neko daljšo zgodovinsko pot. Pa seveda, mogoče potem kasneje kot podvprašanje, katere so potrebne sistemske spremembe na tem področju. Zdaj, jaz bi, če dovolite, najprej poudarila to, kar je Nuša že prej rekla in se mi zdi, da je zelo pomembno videti. Zdaj, ta posebej kriza, COVID, ki se nam je dogajala, je pokazala, da si lahko, to, kar si Nuša lepo rekla, da si lahko vsi pomagamo drug drugemu. Torej ne gre samo za ekspertno pomoč, ki je seveda, o kateri bom malo kasneje, ampak izkazalo se je, da so duševne stiske lahko tako pogoste in tako razširjene, da moramo dejansko stopiti skupaj in da moramo vsi, tako kot ste vi rekli na začetku, pomaga drug drugemu, biti prijazni, in da je seveda ena izmed ključnih besed, ki jih uporabljamo v času, tudi ko reformiramo službe, je to, da moramo službe narediti zdaj ne samo dostopne in kakovostne, ampak da moramo ta princip strpnosti, ljubeznivosti, ne diskriminacije vgraditi v vse, kar počnemo, in da se je to izkazalo kot en izmed zelo pomembnih elementov, ker smo mislili, da lahko za neko reorganizacijo ali pa dodatnimi sredstvi naredimo veliko več. Tako da sem zelo hvaležna za ta diskurs in za izkušnje ambasadorjev, ki so povedali, kako pomembni so ti odnosni, kako pomemben je pri okrevanju in pri zdravljenju ta odnosni vidik. Zdaj tega za neko reorganizacijo ne morete doseči, to lahko dosežete samo za nekim, bi jaz rekla, panslovenskim, panevropskim, pansvetovnim izobraževanjem o tem, da se moramo začeti drugače vesti drug do drugega in da seveda je treba začeti opuščati v javnem tudi nastopanju, te nestrpne diskurze, ki smo jim ves čas izpostavljeni in ki nedvomno prizadanejo posebej občutljive ljudi, ki so, to mi je prišlo na misel. Zdaj, kar se pa tiče reorganizacije, seveda dolžni smo tudi kot država in družba v skladu z konvencijami, v skladu s dokumenti, ki smo jih podpisali, med njimi je tudi konvencija o pravicah invalidov, dolžni smo vzpostavljati službe, ki bodo ljudem pri roki, če poenostavim. Torej, doseči moramo, da se lahko, Jože, Lara, Brigita, obrnili po pomoč kadarkoli, kjerkoli in da seveda ne bi bilo to njihovo iskanje pomoči nič težkega in nič takega, da bi jih postavili v položaj stigmatizacije ali pa stigmatiziranosti. Torej, to, kar ste
rekli sram, ne, otroci se bojijo stigmatizacije, seveda se bojijo, ne, zadaj za tem je nek občutek, da veš, kako me je lahko sram, ker sem popustil, kako se rekla Lara, zaradi tega kolena, ne, veš, kako ga nam. Ampak seveda ta sram je vse povsod, ne, je tudi pri starših, pri vaših svojcih, ne, veš, ki se trpinčijo s tem, kaj so narobe naredili, ne, je Martina pri nas materah, ki se sprašujemo ves čas, kaj bi lahko naredile narobe ali pa kaj še nismo naredile, da bi bili naši otroci duševno zdravi. Skratka, tle smo nabili toliko ene, če poenostavim moralke, ne, v to področje duševnega zdravja, da je postalo že malo neznosno. No, tle se mi zdi, da je treba res delati na neki sproščenosti. Seveda hkrati pa zahtevati denar, no, bi rekla, na investicije v službe, ne, ki lahko ljudem pomagajo v procesu okrevanja, ne samo v službe, ki jih zdaj dejansko širimo, ne, za centri za duševno zdravje, z bolj lokalno organizacijo zdravstvenih služb, ampak tudi za službe, ki prispevajo k rehabilitaciji, k zaposlitvi, k temu, da lahko ljudje dokončajo recimo svoje študijske procese, če v procesu bolezni ne zmorejo več, če se zaustavijo, če rabijo dodatno pedagoško, psihološko, ne vem kakšno pomoč. Skratka, poleg tega, kar ta hip ta država že dela z ustanavljanjem mreže centrov za duševno zdravje, je treba pristopiti k številnim drugim rehabilitacijskim programom, ki omogočajo ljudem podporo, da se bodo lahko vrnili v ne samo vsakdanje, ampak v ustvarjalno življenje kljub krizam, ki so jih doživeli. Torej tisto, kar nas, jaz mislim, da eni koraki so narejeni, ne, v tem smislu, da imamo na osnovni ravni vsaj na enih 15 punktih v Sloveniji v zdravstvenem domu psihiatra, psihologa, psihologe, diplomirane medicinske sestre, delovne terapevte, ki morajo se odzvati na vaše stiske takoj, ne. Veš, če mene pokličejo v Rogatec, ne, iz katerega koli zaselka tle v bližini in rečejo, seveda naša mama je pa zdaj res slabo, pridete pogledati, moram jaz priti tja, zato ker je to moje, zdaj bom jaz rekla, poslanstvo in moja naloga, če delam v centru za duševno zdravje. Ampak to poudarjam, ne, to je pač samo del, ne, zgodbe, ki jo moramo narediti, če hočemo dejansko vplivati na to, kar Nuša pa ostali pravite, na zmanjšanje diskriminatornih vedenj. Torej gre za to, da smo dolžni, torej ne samo po mednarodnih konvencijah, ampak tudi zato, ker so ljudje z duševnimi motnjami enako potrebni pomoči kot vsi ostali bolniki, smo dolžni vzpostaviti kakovostno dostopno mrežo služb, ki bo odgovorila na njihove potrebe, in to ne samo na tiste, ki se nam zdijo pomembne, ampak na tiste, ki so njihove potrebe in ki jih bodo oni tako opredelili. Tako da to je mogoče neka pot, ki jo je zaslediti in je v skladu tudi z nekimi mednarodnimi prizadevanji. Zdaj, kar se tujine tiče, pa dobrih praks, seveda so številne, ne, ampak tako bi jaz rekla, na različnih segmentih, ne. Recimo tle v sosednji Avstriji imate izvrstne socialno-varstvene programe, ki jih izvaja recimo to društvo Promente, ki imajo, ki sežejo, kaj ne rečem, v vsak kot družbenega življenja. Imajo v centru Linca, je ena izmed, bi jaz rekla, izvrstnih najboljša restauracija v mestu, ki jo vodijo duševni bolniki, če grdo rečem. Da seveda obstajajo mreže, bi jaz rekla, centrov za duševno zdravje povsod po Evropi, ki pristopajo vse bolj, ne, posebej recimo Nizozemska, pa tudi Španija in nekatere druge države, vse bolj pristopajo k ljudem skupnostno, nemudoma, prijazno in takoj, ne, ko jih ljudje potrebujejo. Skratka, te prakse se razvijajo vse vprek. Jaz bi samo res pozvala, ali pa mislim, ne pozabimo, ne, skupaj s kampanjo in ambasadorji na to, da je seveda potrebna res vsestranska mreža služb in da smo upravičeni jo zahtevati v 21. stoletju na področju duševnega zdravja. Toliko na hitro.
Mogoče samo pod vprašanje v tej pomoči sistemski, imamo osebo z stisko, z motnjo in imamo njihove bližnje, ki potrebujejo tudi podporo in pomoč, da se lahko ta oseba potem vrne v okolje, ki se je tudi pripravljeno pomagati tej osebi in tudi to okolje potrebuje znanje, potrebuje neko širino. Imamo že mogoče v Sloveniji ali to potrebujemo pomoč v bistvu bližnjim, da lažje pomagajo in stojijo ob strani osebi z stisko. Ko bom odgovorila najprej na ta način, da vam rečem, da če govorimo o celostni pomoči, moramo najprej vprašati, kaj je to. Torej, celostna pomoč pomeni to, da dejansko ne podpremo samo posameznika, ki je, kot da je zdaj sam narobe nekaj v njegovih možganih, kot se govori na področju opismenjevanja tudi pri nas, ampak da seveda lahko znamo, se naučimo delati z celim sistemom, torej seveda omogoča svojcem, da se naučijo, poučijo, da seveda pravilno pristopijo, jih podpreti tudi v njihovih stiskah, tudi svojci so pogosto stigmatizirani, tudi ekonomsko prikrajšani zaradi različnih razlogov, zato ker včasih skrbijo, ne govorimo o teh 3 ambasadorjih tukaj, ampak pri nekaterih ljudeh, ki imajo res hude in ponavljajoče se duševne motnje, so svojci tisti, ki prevzamejo poglavitno socialno, finančno in seveda tudi psihološko breme skrbi. Torej, to je nekaj, kar moramo nasloviti v sklopu, bi jaz rekla, ukrepov, ki jih pripravljamo, in ti programi, ki ponudijo pomoč, torej morajo prav gotovo vključevati tudi skupine svojcev. Torej, celostno je vse. Celostno pomeni, da ne delate samo s posameznikom, ampak da delate s celostnim sistemom, in kar sem hotela še reči, da delate na en način s celo družbo, ki mora razumeti, da se seveda duševna motnja lahko zgodi vsakemu od nas, da smo lahko, če pomislimo na demenco, mi naslednji v vrsti, in da je čas, da se res začnemo vesti solidarno. Prijazno. Prijazno. Smo danes že rekli. Počasi prihajamo k zaključevanju, žal prehitro gre ura mimo, imamo pa tudi nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli, in sicer bom prosila, če imata mogoče profesorica kakšen podatek ali pa Nuša. In sicer novinarka Špela Lobe sprašuje, v zadnjih mesecih je bilo več poročil o samomorih mladoletnikov, tudi osnovnošolcev. Koliko samomorov mladoletnikov se zgodi zadnja leta in ali se je ta številka v zadnjih letih še povečala, ter če poznamo, kateri so najpogostejši razlogi za to in na kaj morajo biti pozorni starši osnovnošolcev. Mogoče, če začnemo na začetku, profesorica, na kaj biti pozoren kot starš? Torej, samomor je vedno zaključek enega procesa, tudi pri mladem človeku. Torej, treba je videti, kaj pravzaprav lahko, zdaj, če govorimo o posamezniku, zdaj jaz vidim ključen element, ključen manjkajoči dejavnik pomoči ta hip v slabi dostopnosti služb. Dokler ste vi lahko naredite ne vem kakšno preventivno kampanjo, naučite svojce, kako naj se odzivajo, da treba paziti, če so otroci zapirajo vase, če začnejo govoriti o samomoru, če so očitno v stiski, da morajo seveda, da to kaže na duševno motnjo, mi lahko seveda opozarjamo na to, oziroma se naučimo, ljudje se hitro naučijo, kako je treba ravnati, da se je treba obrniti, kot je Nuša rekla, po strokovno pomoč, vendar pa če te strokovne pomoči ni, veste, potem je seveda problem zelo velik in te strokovne pomoči, oprostite, kljub vsemu, posebej za mladostnike, za otroke v tej državi ni zadostne, mi se še vedno srečujemo z nekimi norimi čakalnimi dobami, več leto ali več, da ljudje sploh pridejo do specialistične pomoči v tem času, pa jih seveda z njimi ne dela nihče. Torej, tisto,
kar moram jaz najprej reči, je to, da je treba res službe organizirati na način, da se bodo odzvali na potrebe ljudi, ne pa okrog svoje pomembnosti in tega, koliko so nujno edini, ki znajo delati z ljudmi. Tako se mi zdi, to je pač ta kritičen pogled. Druge del vprašanja mi morate pa ponoviti. Mogoče vseeno, če lahko svetujete, na kaj biti pozoren kot starš osnovnošolcev, a ne? Še enkrat. Ja, še enkrat, in to je precej dobro znano že. Torej, otroci, ki se zapirajo vase, ki so predvsem se spremenili v svojem vedenju. Otroci z vedenjskimi motnjami, ki so postali bolj problematični, recimo, kot so bili pred kratkim časom, ki osnovnošolci težko, Nuša več o tem, težko verbalizirajo svoje, težko povedo, sem v stiski, sem žalosten, mi je hudo, veš, to se vidi v osnovni šoli, so te zmožnosti abstrahiranja svojih občutij pravzaprav še zelo skromne. Torej, zanašamo se na to, da opazujemo vedenje, in če se vedenje še enkrat nenadoma spremeni, če opazimo, mislim, da je naš otrok drugačen, v stiski, da se je bolj danes so vsi pred računalniki, ne morete več govoriti, tako kot 10 let nazaj, da če je otrok preveč pred računalnikom, da bo nekaj narobe. Danes vemo, da so vsi preveč pred računalniki in skratka moraš znati oceniti, ampak dobra mama seveda zelo dobro zasluti, a veš, kdaj je nastala razlika. Torej, če smo dobro povezani, tako bom poenostavila, če smo dobro povezani s svojimi otroki, potem bomo lahko zaslutili, kdaj rabimo poiskati pomoč zunaj družine, ki pa je še vedno seveda tukaj temeljen kamen pomoči. Hvala. Mogoče bi se jaz tukaj navezala na to, kar je Vesna povedala in so dobro rekla, se pravi ta povezanost otroka in staršev in tudi to, kar je Joža prej omenil in pa tudi Lara. Včasih se pač zgodi, da je težko slišati, da je otrok v stiski. Je staršu hudo to slišati, ker si vsak starš si želi za svojega otroka samo najboljše in se lahko zgodi, da ta želja, da bi bilo najboljše, kot je recimo tudi Jože izpostavil, včasih uberemo lahko napačno pot in je zato taka ena preprosta pristop, kot je tudi Vesna omenila, kako vzpostaviti to povezavo, je, da se pogovarjamo. To se tako sliši lahko zelo preprosto, ampak da ustvarimo nek prostor, da se pogovarjamo z otrokom, da ga vprašamo, kako je bil tvoj dan in da tudi, ko nam potem otrok zaupa kakšno stvar, ki jo je v špiču ali pa neko stisko, pa to, da ne planemo, da ni tako, to pa narobe naredil ali pa to je pa tako grozno. Ja, se pove, to ni okej, ampak da se pa tudi ga vprašamo, zakaj, da probamo razumeti tudi otroka in da imamo tudi posluh za to, kar nam on sporoča. Je pa tudi res, da so pa otroci različni med sabo in tako kot se bo pri enem odražala stiska, ni nujno, da se bo tudi pri drugemu in je najbolj pomembno to, kar je Vesna zelo lepo povedala, da se gleda, kako to odstopa, ko pa rekla, od neke normale, kako je otrok, da je otrok ful živahen in pol kar naenkrat totalno umirjen, rata ni več zgovoren, to je nek znak, da se nekaj dogaja. Ali pa če je otrok bil vedno tak umirjen, uglajen in potem ga začne kar naenkrat se zelo neke močne in prisotne vedenjske težave, kot recimo razgrajanje, vandalizem, podzigovanje glasu in podobno, žaljenje, to je tudi nek alarm. Tako da biti v stiku z otrokom in tudi ne misliti, da samo zato, ker se pa otrok znajde v stiski, da si pa potem avtomatsko tudi ti slab starš, ker kot starš ne moreš vsega tudi konec koncev prepričati, kar pa je pa to, da pa lahko ponudimo otroku možnost oziroma vedenje, da smo vedno tam zanj. Imamo mogoče, Nuša, odgovor na vprašanje, koliko samomorov mladoletnikov
se je zgodilo v zadnjih letih in ali se ta številka povečuje v zadnjih letih? Za tega podatka osebno ne poznam. Ni moje področje, predvsem kar se tiče otrok in mladostnikov, še vsem smo mi fokus na mladih odraslih študentih, tako da tukaj bi pozvala novinarko, ki je zastavila to vprašanje, da ga pošlje na kampanjo in bomo mi priskrbeli odgovor strani strokovnjakov na našem inštitutu, ki pa se s tem redno ukvarjajo. Da ne bomo govorili na pamet Tako. o številkah. Hvala lepa. Sicer pa smo pred zaključevanjem, pred zadnjimi zaključnimi mislimi. Mogoče, Brigita, če začneva midve v zgodbi, ki je objavljena na spletni strani Nisi okej, povej naprej, povabilo vsem, ki nas spremljate, da si jih tudi preberete in ogledate. V vaši zgodbi, Brigita, pravite, da dostikrat šele med depresijo ugotoviš, da živiš življenje drugih in ne svoje, in se takrat ustaviš in se vprašaš, kaj sploh je moja pot. No, in vaša pot se je spremenila. Kako ste vedeli, kako ste prišli v bistvu v iskanju te vaše poti do same poti in kaj bi svetovali, kako najdemo in iščemo to svojo pot? Ja, to je res zanimivo, ker dostikrat me tudi ljudje veliko sprašujejo točno v tem vprašanju, kaj je moje poslanstvo, kaj je moja pot, kako ga najti. Tudi sama sem se s tem zelo soočala, sploh depresija mi je še bolj poglobila, lastno raziskovanje. Jaz bi tukaj citirala igralca Jim Carreyja, ki je rekel, depresija je v bistvu, da se ti telo stavi. Nisi hotel pogledati opozorilnih znakov in potem ti naredi totalni izklop v trenutku. In zdaj, ki si prej tako na visokih obratov imel, imaš zdaj čas, da tukaj res preiščeš sebe, svoje globine, kaj ti služi, kaj ti ne. In v depresiji res dobiš prvo stvar, kaj ti ne paše, kaj nočeš delati, ko prevetriš stvari za nazaj. Jaz osebno sem bila tudi prvi otrok, kasneje, ko sem raziskovala, in zgodaj so bila bremena celotne družinske dinamike položena na mene. Tudi, kaj Jože omenil, sem tudi odraščala v taki konzervativni družini, ne rečem, mama je še majčkeno bila odprta, oče nič. In v bistvu sem vedno nekako bežala v domah, da sem imela sploh pogovore v kakšnih globokih temah, ker jih doma nisem dobila, se pač niso odprli dok starši. In tukaj bi rekla, dajte raziskovati eno stvar, kako najti svojo pot. Kaj ste radi počeli v otroštvu? Jaz sem začela s tem, kaj me najbolj napolnjuje, in to so bile energijske tehnike, mentalne tehnike, ezoterični svet, katerega sem v bistvu skozi vključevala v moj vrhunski šport in mi je neverjetno pomagal pri regeneraciji in nekako okrevanju po težkih treningih. In sem iz tam črpala. Kot otrok sem oboževala delati čajnice za ljudi in sem potem to združila. Tako da marsikaj iz tega lahko napleteš. Tako da raziskujte, kaj ste od 7. do 12. leta najrajši počeli in potem združite s tem, kar mogoče, če ste toliko stari, kot jaz, čez 40 je lažje, če si mlajši, mogoče še nimaš toliko izkušenj. Ampak veš pa, kaj nočeš delati, sigurno, ker ti takoj telo odreagira. Tako da to je moj nasvet. Je pa veliko že to, da spoznamo, česa nočemo v življenju, ne samo iskanje res tistega, kaj si zares želimo. Potem v bistvu lahko to sledi, ko izločimo in odstranimo tisto, česar nočemo. Jože, glavno sporočilo, ki bi ga dali študentom in ostalim tistim, ki nas danes spremljajo v živo, ki so mogoče imeli podobno izkušnjo, kot ste jo imeli sami. Poiskati prej pomoč, govoriti na glas. Kaj je mogoče glavno sporočilo iz vaših izkušenj? Mogoče lih to, da je okej, če nisi okej, dokler to izražiš in poiščeš pomoč, to res polagam na srce, brez sramu do nekoga, ki se s tem ukvarja, do profesionalno pomoč. Res pogumno, nič narobe, če je kaj narobe. Dokler to res povemo nekomu, ki mu lahko zaupamo in delamo na tem. Hvala, Jože. Lara, vaše izkušnje, ki ste jih danes delili z nami, kaj bi vi želeli sporočiti mogoče sovrstnikom, ki se soočajo z duševnimi stiskami,
mogoče s stiskami nasploh, pa si ne upajo, ne vedo, kam se obrniti, ali sploh se obrniti, ali tako, kot je bilo povedano skozi vašo zgodbo, ma se mogoče samo faza, pa potrpim, pa če nimamo sestre, ki nam reče, ne butaj z glavo skozi zid, kam, kako, na kakšen način naprej iz te zgodbe? Jaz bi rekla, da se ne ustrašiti. Mogoče vas je strah, ne, točno v tistem trenutku o tem govoriti, ampak kakor smo videli zdaj na primerih, nas pripelje življenje do ene točke, ko v bistvu moramo spregovoriti, ne. Pri vseh treh zgodbah je bilo tako v bistvu, da smo mogli spregovoriti in takrat se obrne vse, ne, te nekako začnejo poslušati in res ni narobe, ne zavračati samega sebe, poslušajte se, poslušajte se, ker tam boste najdeli, pri sebi boste najdeli vse tiste odgovore, ki jih v bistvu rabite. Res pa je, da je tu dolgotrajen proces, ne. Tu ne gre iz danes na jutri, sama dobro vem, ker hočem vse na hitro narediti, ampak probajte dan za dnem, majhni koraki, delajte na sebi, poslušajte se, pa bodite veseli, no. Mislim, to je res, da ste hvaležni, da ste veseli, samo vztrajajte. Tako da, to je moj nasvet, no. Hvala, Lara. Nuša, imamo še eno vprašanje, zanimivo vprašanje, s katerim lahko v bistvu spletemo tudi zaključno misel, in sicer Natalija sprašuje, kako lahko sodeluje v kampanji Nisi okej, povej naprej. Takih vprašanj smo vedno veseli. Možnost sodelovanja je predvsem preko tega, da se deli lastne izkušnje. Na naši spletni strani kampanje www.nisiokej.povejnaprej.si imamo tudi točno napisano, na kakšen način lahko sodelujete, katere so možnosti, kam tudi poslati, kolikor bi se pa želeli tudi na prostovoljni način, kako drugače priključiti, pa tudi vedno dobrodošle vse pobude in se potem lahko tudi na individualni ravni uskladimo tudi glede na možnosti posameznika pri sodelovanju. In kako povabiti še ostale, da sodelujejo, da bo kampanja res dosegla čim več, kar se da veliko tistih, ki jih želite privabiti k kampanji oziroma jih s kampanjo usmeriti pri stiskah, pri mogoče tem, da pomagajo nekomu, ki je v stiski? Pravzaprav naš cilj je preko raznih dogodkov, preko se pravi Instagram profila, ker je naša glavna ciljna skupina, se pravi študentje, mladi odrasli, preko duševnih čajank, preko predavanj in tako naprej doseči čim večjo širino ljudi preko medijskih objav, tako pisnih, se pravi tiskanih, spletnih, kot tudi televizijskih, ki bojo omogočali, da dosežemo vse kotičke naše lepe države in probamo zmanjšati to stigmo in pravzaprav ljudem dati vedeti, da imeti duševno stisko ne pomeni, da si čuden, da si nor, da si šibek, da to ni nekaj, kar te definira kot celoto, ampak da je to samo en kamenček v mozaiku, ki te dela celoto in ki te dela lepega in da tudi sporočimo ljudem, da če naletiš na nekonstruktivni odziv, ko nekomu zaupaš svojo stisko, tukaj ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe, da si ti čuden, ampak da imaš napačnega sogovorca, poišči drugega, tako kot je to naredila tudi Brigita. In hkrati pa, da se mi kot družba celota začnemo zavedati naše tudi odgovornosti, kako mi sami svojim vedenjem, svojimi odzivi doprinesemo k slabšanju ali pa hkrati izboljšanju duševnega zdravja naše celotne družbe. Hvala lepa. Še profesorica Švab. Jaz bi samo, če dovolite, bi samo rada rekla po tej izvrstni debati, da je
seveda, pa glede na prejšnje vprašanje, da število samomorov v Sloveniji ne raste, ne, tudi pri mladih ne, da je seveda število samomorov pada, ne, in da je seveda prav gotovo, danes vemo, da to ni samo zato, ker zdaj imamo boljša zdravila ali pa boljše prepoznavamo duševne motnje, ampak da tudi zaradi tega, kar ste gospa Martina Ravnkar naredila, zaradi tega, ker pravzaprav smo se naučili govoriti o svojih stiskah bolj odkrito kot kdajkoli prej, in to meni pacienti tudi v ambulanti povedo, da so prišli časi, ko se lažje zaupamo kot prej, in ne res je treba postaviti spomenik tudi vsem, ki so na tem področju začeli delati že pred desetletji in ustanavljati to, kar demonstrirajo danes Lara, Jože in Brigita, torej neke skupine medsebojne pomoči, samopomoči, ki pravzaprav so lahko temelj tudi antistigmatizacije oziroma antistigmatizacijskega delovanja. Torej ljudje za izkušnjo so dvignili glas in začeli govoriti o tem, ne samo, kaj se z njimi dogaja, ampak tudi, kaj potrebujejo, in to je ključno. Hvala. Mogoče samo za res zaključek, profesorica, kaj lahko vsak sam naredi? Danes smo skozi pogovor že slišali, ne? Lahko smo prijazni, lahko poslušamo, če ne znamo pomagati, lahko poiščemo drugim pomoč. Kaj lahko vsak od nas naredi, da bo ta stigma manjša in da bomo kot družba bolj prijazni? Mislim, treba je razumeti, kaj pomeni pogovor, o katerem so vsi ambasadorji govorili. Pogovor ne pomeni samo to, da govorim, ali pa posebej ne pomeni to, da svetujem, da se vzamem v roke ali pa pozitivno razmišljam, ampak pogovor pomeni, da se občutno poslušam človeka, ki je z mano, ne? In da je lahko v tistem trenutku, ko sva skupaj, ne, zdaj on zame najpomembnejši v mojem življenju in da to demonstriram. To bi jaz rekla, sočutno, pozorno poslušanje je temelj tega, da seveda se naše moči okrepijo tudi na področju pozitivnega duševnega zdravja, če tako rečem. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem, dragi ambasadorji. Naj se glas vseh vas, dragi sogovorniki, sliši daleč, kar se da v tiste tudi skrite kotičke, ki smo jih danes slišali, ker Slovenija jih namreč ima, pa ne skrite samo v fizičnem smislu. Hvala lepa, ker ste glas, in želim vam, da se vas sliši zares močno. Bi pa mogoče zaključila z mislijo, ki sem jo slišala od enega od prejšnjih sogovornikov v pogovorih, ki so potekali v teh 2 letih, in sicer, da smo kot družba toliko dobri, kot smo dobri do najšibkejših v naši družbi. In želim si, da smo prav do teh tudi sočutni in prijazni. In takšnega dne vam želim, dragi vsi, ki ste nas spremljali, in vsi, ki ste širili dober glas. Hvala in do naslednjič, vse dobro in srečno.